Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. Danes bomo v studiu spregovorili o latinsko-plesnem spektaklu, ki že 19. leto domuje na Idrijskem gradu. Naš gost pa je Boštjan Peternelj. Lepo pozdravljeni. Živjo. Tango, flamenko, fado in navsezadnje Idrija. Pred 19 leti ste se v društvu glasbenikov in ljubiteljev glasbe odločili, da festival tanga pripeljete na Idrijski grad in te zvrsti plesa in glasbe s profesionalnimi glasbeniki predstavite Idrijčanom. Zakaj ravno te zvrsti? V bistvu tako, ko je Marko Hatlauk odhajal na študij v Weimar harmonike, me je nekako istočasno poprosil, če me med njegovimi počitnicami pripravim kakšne dobrodelne koncerte, da si bo lažje financiral ta študij. Ne? Ta študij je drag bil in nakar, ko sem že ukvarjal se s tem glasbenim menedžmentom, sem že prvo dekado njegovih počitnic pripravil 17 solističnih dobrodelnih koncertov zaporedoma. In ko so šla čez to, je on videl, da ta koncertna pot je za njega, da to bi on rad počel. In ko se je vračal po tej prvi koncertni turneji v Weimar, je nekako v tem obšolskem sistemu že nekako sestavil ansambel Quintet Dis Tango takrat, ki je igral Astorja Piazzolo, koncertni program. In nekako ob naslednji njegovi solistični koncertni turneji, ko sem jo pripravljal v marcu, zopet 20 koncertov zaporednih, nekako dal idejo, da bi pa pripeljal naslednjič band na turnejo, ki igra tango glasbo. Jaz sem pa takoj izustil in pridodal idejo o festivalu tega tanga, na kar nismo zrealizirali ob prvi turneji Dis Tanga po 20 koncertov v 17 dneh. Po Sloveniji smo naredili dobesedno alarm tanga, koncertnega na odri. Ogromno zanimajo medijev, publike, organizatorjev, nekaj svežega, nekaj novega in nekako smo naslednje leto takoj pristopili k ideji o festivalu tanga. Hatlauk je pripeljal to zasedbo, mi smo pridodali nekaj naših še mladih izvajalcev, klasičnih izobraženih glasbenikov in stvar je šla v pravo smer, ki smo nekako gradili na programu na tak način, da smo zasedbe v eno leto naprej zaprosili, da uvrstijo na njihove repertoarje tango glasbo, da jih lahko naslednje leto gostimo, da smo si zagotovili zasedbe, ker ti njih veliko, če pa so bile pa drage. Bile so pa drage, predvsem iz tujine, takrat pa ni bilo misli, da bi jih financirali. Torej festival v pravo smer gre že kar 19. leto. In kakšen je bil po vašem mnenju tisti prvi odziv publike po čisto prvem festivalu? Takrat smo bili euforični vsi in vsi so nas spremljali. Bi rekel, naredili smo za Idrijčane in širše, zato ker so vsi mediji pristopili. Vsi časopisni, radijski, televizijski mediji so hkrati nam ta festival promovirali, objavljali in to je spodbudilo ljudi iz drugih krajev. Program, se pravi ansambli in lokacija. Ker ta lokacija Atrija, vemo, da je zelo akustična, en najboljših zvočnih kulis se da pripraviti na tem gradu. To redki ljudje vejo, ampak vejo pa glasbeniki, kaj dobijo od zvoka nazaj na oder. Od naravnega zvoka, ki se zavrti, pride nazaj na oder in so bili, bi rekel, frapirani ob temu. Torej, prav to je bilo moje naslednje vprašanje, ker vsi Idrijčani vedo, da je ambient na Idrijskem gradu eden res lepših v našem mestu. Zato me zanima, ali ste se lokacijo odločili postaviti tja zgolj zaradi ambienta, ali je v bistvu res akustika bila tista, ki je... Oboje. Najprej je nam zvočna kulisa, seveda. Nam je prva prioriteta, da pripravimo zvočno kuliso, to se pravi zvok, sound, po domače, mislim po angleško, da je to še ena dodatna motivacija, bi rekel, umetnosti, ta zvok. Da mora biti tonski inženirji, da to skup dinejo. Skratka, zvok publika sliši v katerem koncu gradu Atrija sediš, slišiš skoraj enak podobno zvočno kuliso, kar je fenomen. Ja, seveda.
V Idrijo pa ste pripeljali že kar nekaj tudi svetovno znanih glasbenikov in pa plesalcev, kot ste že dejali, od Hatloveka Funtanga do Ane Pandur in Džanija Popovskega. So nastopi tako uspešnih ustvarjalcev bolj obiskani? Ma ne, to, kar je potegnjeno iz alternative ven, iz subkulture, pa zadnja leta sploh obisk, je zanemarljiv, slab. Mi smo razočarani, predvsem nad Idrijčani, da se nadoložijo odličnih koncertov, ker tam smo gostili tudi svetovna imena, kot smo rekli, Stefan Milenković, potem pa SNG balet, ljubljanski z orkestrom na odru, z bendom Markom Hatlakom na odru, kar je redkost, da uprizarjajo baletniki z orkestričkom živo glasbo na odru. To smo videli, uspeli narediti in to za zelo majhen denar. Bila so organizacijske borbe, mislim, neverjetno, ampak nam je uspelo to pripraviti, se pravi, te stvari bolj vlečejo publiko. Jaz sem tudi prejšnjemu županu predlagal, da nadaljujemo v tej smeri z baletom mariborskim, Edvard Kluk predstava, ampak me je kategorično zavrnil in nekako za vzor dal Modrijane, da tisto vleče in tisto ne delamo po Idriji, ne pa balet. Jaz sem se zgrozil, stal in šel skozi vrata. Me pa zanima, najbrž morate nastop takih glasbenikov, si morate zagotoviti nekoliko prej. In koliko prej? Ja, zdaj, to za balet smo se dogovarjali 2 leti prej, za balet mariborski smo se dogovarjali 4-5 let, da so uvrstili v njihov program izvajanja ta tango, plesno predstavo Edvarda Kluga, da potem večkrat ta uprizoritev na letni ravni, na sezonski ravni, da niso vaje samo za Idrijo. Ko smo se pa 5. leto dogovorili, so me pa na občini zavrnili, kar meni sploh to ni bilo všeč, zato ker za Češ Ljubljano smo povabili, Maribor pa zapostavljamo. Mariborsko baletno hišo smo zapostavili, jaz sem te obema hišama dati šanso, kajti tudi, ko smo se z ljubljanskim operem dogovarjali, smo šli skozi organizacijske stvari, zelo težavna stopna organizacija. Mislim, to ni enostavno, to vsak detajl je treba preučiti naprej, naravni pojavi, tehnični pojavi, to je cela procedura. Seveda toliko teži to na odprtem izvesti. To baletni predstavci niso vajeni, ker so v baletnih hišah, tam vse stoji pri miru, scena ista, nič se ne more spremeniti, nič se ne more nekaj nenavadnega zgoditi, ker na prostem se pa lahko. Ne vem, ali je slabo vreme, ali je premrzlo, ali je prevroče, ali sonce, bi rekel, toliko močno, da ne morejo kulis zalepiti, iz letnih točk. Tako da smo šli skozi organizacijski, ta, bi rekel, tehnične zahteve. Ampak jaz sem bil vajen to od velikih odrov, ko sem delal odre na Dunaju, za Bon Jovi, pa v Ljubljani, za vse te svetovne bende, smo delali odre in tam smo se soočali s hujšimi težavami in nekako izkušnja sem potegnil. Potem, ko smo mogli nekaj improvizirati pri baletu, se je lih ta izkušnja pokazala pri meni, da sem potegnil od teh zadev večjih k nam in uspeli smo. Ja. Je pa pri vsaki organizaciji tovrstnih dogodkov, festivalov, na poti do realizacije mnogo ovir in ponavadi sta tisti 2 največji finance in pa promocija. In sta to tudi pri vas tisti kritični točki in kako se z njima spopadate? Absolutno. To je, se pravi, v začetku je bil festival 2-dneven, več zased. Prav festival je bil 2-dneven in tudi več zased na dan. Vleklo je po 250 ljudi, obiskovalcev na dan. Res je bil brezplačen, res je bila tam žilševka, potica, kokte, Red Bulli, brezplačno, malo pogostije, malo razstave. Ampak seveda za to neko, ta finančno recesijo leta 2008 so na občini prepolovili sredstva. Seveda zahtevali nemogoče, da zopet 2-dnevni festival peljemo naprej. Potem je le par ljudi rekel, da to ni mogoče več, da za polovični znesek, se pravi, mi dobimo 1200 evrov subvencije na razpisu, ne moramo čudeže delati. Je pa tudi ministrstvo odreklo pred leti nam, bi rekel, financiranje,
sicer z nekim razlogom, ki ga kukar nisem razumel in sem večkrat prosil, da mi razloži, da smo ponavljajoči, da ponavljamo, da smo, bi rekel, enolični, ampak toliko v času so nam zavrnili to prošnjo, ko smo mi dodajali na tango festival flamenko sceno in fado sceno in dodajali sveže glasbene avtorske projekte slovenskih izvajalcev. Vito Marenče, grup flamenko, rečemo z izjemnimi instrumentalisti. In takrat tudi dodal fado z, bi rekel, gostom iz Portugalske, ki izvaja fado. In širil, bi rekel, z novo, svežimi nastalimi projekti. Kot sem rekel, mi zadnja leta, bi rekel, program polnimo z novo nastalimi projekti, ki se dogajajo tisto leto, aktualno eno leto prej nastajajo. Se pravi, ko smo rekli, da smo gostili Ano Pandur in Gianija Popovskega, je, bi rekel, to nova predstava, ki se je flamenko združil z metalom. A ne? Ana Pandur je plesalka flamenka, Gianni Popovski je pevec, instrumentalist skupine Noctiferia, slovenske metal zasedbe, sta to združila, imeli predstavo, nagrado, kasneje je bila to tudi tekmovalna predstava na Borštnikovem srečanju. A ne, to so enkratne stvari, ki pa domačine seveda ne vleče, ker je stopnina, ker je zahtevno, ker niso vajeni, ker ni tam širša množica, ker ni toliko popularno, pa ko je vse zastojn na placu v Idrijskem, pa vidijo četrtek, pa je to njihov višek koncertne kulture, umetnosti. Rečemo, še čudim se, en dan prej na placu je 150 ljudi na četrtku, nek band, ki je bolj za široke množice ali pa popularen, ali pa, bi rekel, bolj tak slišen, medtem ko 14 ur zameka nagrado selekcija 20 ljudi. Ne? Ja. A ne? Ja. Tako da jaz zastopam zgolj umetniški nivo kot glasba, kot umetnost. A ne? Da ples združimo z glasbo, različne glasbe mešamo z vrsti. To je nekaj novega, neupravičeno, po mojem, se nas zavrnilo ministrstvo. Ne? Seveda so nam povzročili težave pri nadaljnjih izvedbah. In se niti ne prijavljamo na večne razpise, ker se nam ne zdi smisel, ker smo tudi videli tam komisijo, kdo je bil, pa te so bili vpleteni v razne druge programe, ki so jih, bi rekel, preferirali. In smo dali roke preč od ministra za kulturo. Letos bomo pa videli, kako bomo težavo rešili s sponzorji. Tako, ampak da se vrneva malo nazaj, te zvrsti boste drugo leto pomešali že 20-tič. Mogoče za ta dogodek načrtujete kaj drugačnega, nenavadnega, mogoče celo večjega? Ja, načrtujemo, ampak to bo velika težava pri iskanju termina. Dogovarjamo se za 20. obletnico, da se pač Marko Hatlak z bendom, ne vem, bo to Fantango ali bo band, jaz bi bil pač ta živ band, ritem sekcija in to, da je zraven, da ima bolj živo, ne. Seveda pa ima Marko Hatlak projekt z Iztokom Mlakarjem, ki ga želimo za drugo leto, bi rekel, kot zapakirati z občino, zopet sodelovati kot eden izmed grajskih večerov ob obletnici 20. tanga. Finančno zelo zahteven projekt, ampak bojim se težav pri pridobitvi termina z strani gospoda Iztoka Mlakarja. Ne. To bo, že zdaj se dogovarjamo, že par mesecev nazaj smo se dogovarjali, da bi vendarle že danes lahko to fiksno napovedali, pa nismo uspeli. Pustimo se torej presenetiti, kaj nas čaka naslednje leto. Ja. Mogoče pa lahko zdaj spregovoriva za konec še kaj o letošnjem festivalu. Kje in kdaj se bo dogajal, kdo bodo letošnji nastopajoči? Ja, dogajal se bo 10. julij v atriju gradu Geverkenek. V primeru slabega vremena bo stvar v podhodu magazina, kjer so tudi utečeni četrtkovi večeri in ni tako glasbeno slabo tam noter. Če bo pa fajn treskalo, pa da bo to nemogoče, pa da je to res kot lani, ko so bili nalivi, bomo se pa preselili v filmsko gledališče, ki se je tudi lani prvič izkazalo, ki smo tam gostili stvar, da ni tako slabo. Malo smo improvizirali oder in tako, ampak lanska predstava, glasbeno-plesna predstava, ko smo gostili Katjo Šulc, izjemen repertoar glasbeni z plesalko Urško Centa,
je stvar zelo aktualna tudi v filmskem gledališču. Letos, se pravi, smo se že 1 leto in pol prej dogovorili z Urško Cento, da pripelje ta projekt Sentido v postavi Nino Moreškič, izjemen vokalist z Maribora, izjemen flamenko in večvrsten glasbeni vokalist, v ritem sekciji z basistom Tadejem Kamplom in pianistom Tomažem Pačnikom ter plesalka Urška Centa. Edino žal nam je, ko je v tem projektu sodeloval tudi hrvaški plesalec Mitja Obed, ko smo si želeli prvič gostiti duet flamenko plesalca, da to res na odru poka v duetu. Potem je pa neko jutro, zgodaj zjutraj odprem Instagram in sem vidim, da njega ni več v tem projektu in so mi, bi rekel, zbili dušo tega projekta ven, ker sem si pač ravno to želel, ko smo pripeljali, videli tango, glasbo, ples, Blaž Bertoncelj, Andreja Podlogar, svetovna prvaka v tangu, da to združimo, je lih ta scena bila, da nekako predstavimo te ples in glasbo skupaj, da to, bi rekel, na odru izživi še bolj, ker vizualno ples bolj vleče kot glasba. Na kar je Mitja Obed šel iz tega projekta, pa mi ponudil za naslednje leta njegove projekte, ki smo se tudi odzvali, da vsekakor bomo se na njega obrnili, ampak hočemo zmeraj nekaj dodati, še nevidenega, to se hoče reči. Tako, ja. Idrija ni bila zasuta z vrstjo flamenka, plesa, z profesionalnega stališča. Tudi v Sloveniji ni veliko tega. Če so vrhunska imena v Cankarjevem domu, ki so pa finančno nenormalno zahtevna. Tako. Boštjan, želim vam, da kljub trenutnim razmeram po epidemiji tudi letos na gradu ustvarite še eno od že mnogih tango idrijskih zgodb in pa hvala, da ste bili naš gost. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost.